Častni pozdrav! Mir, no, no, i. J'irai trouver les hommes. Un livre de Hugo à la main. Et je arrangerai la foule et ils seront des millions à arranger avec moi. À bas la guerre, la violence, l'injustice. Je parlerai pour la paix, l'amour, la liberté. Je sentirai enfin l'éclat d'un jour nouveau. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi zbrani, dragi gostje. Dobrodošli na današnji spominski slovesnosti. Na tem kraju, na tem trpkem kraju in kraju bolečega spomina ter večnega opomina o posledicah skrajnih prepričanj, nasilja in vojne. Danes bomo tu v imenu vseh tistih, ki jih več ni, govorili za mir, govorili za ljubezen in za svobodo. Naj odmev ponese Kajuhove besede v svet, od človeka do človeka, od srca do srca, dokler ne bodo zapisane v nas močneje kot v kamnu. Dol z vojno, nasiljem, krivico. Med nami pozdravljam predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, magistro Urško Klakočar Zupančič.
ministra za obrambo Republike Slovenije Marjana Šarca, ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović-Hovnik, magistra Boruta Sajovica, vodjo poslanske skupine Gibanja Svoboda, Dušana Bodlaja, podžupana občine Tržič v upravljanju funkcije župana, Hermana Janeža, predsednika taboriščnega odbora RAB v imenu koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Daniel Simon z delegacijo francoskega združenja Amical de Mauthausen. In celoten diplomatski zbor, dobrodošli. Naslednja točka, moje mesto, ki so jo pripravili učenci osnovne šole Tržič pod mentorstvom učiteljice Blanke Rejc, služi kot napoved prvemu današnjemu govorniku Dušanu Bodlaju, podžupanu v začasnem opravljanju funkcije župana občine Tržič. Moje mesto na severu te male domovine je mesto, kjer sem bila nekoč doma. Nad njim so nizke gozdnate planine in dobra volja vedrega neba. Tam so vse hiše starega spomina in kodar ozke ulice gredo, ne manjka krčem in ne manjka vina in ne ljudi, ki ga pijo. Tam je še reka s trdnimi mostovi in skritimi zelenimi potmi za pol razpalimi zidovi in toliko zaljubljenih oči. In tam je park in ribnik v labodi in dolg kostanjev drevored, ki nekam v predmestje vodi, kjer se prične in neha drugi svet. Na tujem, kjer so ljubšimi večeri od utrudljivih jutranjih skrbi, a tukaj dan z enako mero merim, kot hitri beg ljubezenskih noči. Ker, ko prebiram blažene spomine dekliških sanj in dečkega srca, vem, da sem bila, da bom doma na severu te male domovine. Spoštovani častni in visoki gostje, tovarišice in tovariši, cenjene gospe in gospodje, spoštljiv poklon tudi postroju praporov. Niti v najhujši nočni mori se nismo mogli predstavljati, da bomo še kdaj na ta dan spomina priča nesmislu in okrutnosti vojne na evropskih tleh. Nehote se sprašujemo, kaj smo narobe storili, da se to dogaja, kako bi s svojimi dejanji v preteklosti lahko to preprečili. Kot predstavnik občine Tržič se vračamo v preteklost, ko so na tem mestu ljudje trpeli, umirali, ko jim je bilo vzeto vse, kar pomeni biti človek. Kljub velike nevarnosti so se takrat našli domačini, Tržičani, ki so tem ljudem pomagali in jim lajšali njihovo trpljenje. Tudi po več kot 70 letih se vračamo na ta kraj žalostnega spomina in vedno znova pozivamo svet, naj se take grozote nikoli več ne ponovijo. Trudimo se po svojih najboljših močeh, da ohranjamo ta prostor, ki njemu priča o znoju in krvi, ki so jo prelivali taboriščniki, umirajoči v neznosnih mukah. Raziskujemo ta del mračne zgodovine in ga dokumentiramo za obiskovalce, da bi jim pokazali, kam vodijo bolne odločitve posameznikov. Najbolj žalostno je, da kljub glasnosti naših apelov ne slišajo ravno tisti, ki so najbolj zvesto polagali vence svojim rojakom, katerih kosti so zakopane pod to krvavo zemljo, sedaj pa sejejo smrt in razdejanje v Ukrajini.
čutimo se poražene in izdane, ker smo jih imeli za iskrene prijatelje, katere smo vedno spremljali pri njihovih spominskih obiskih. Toda ne bomo se predali in obupali. Še bolj glasno bomo pozivali k miru na svetu in tudi vas, spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega dneva spomina, prosim, da se pridružite kliku izpod Ljubelja. Obtožujem. Več kot 884 milijonov ljudi brez pitne vode. Več kot 350 milijonov lačnih otrok. Več kot 25 milijonov beguncev. Več kot milijon političnih zapornikov. To so številke, ki govorijo same zase. A to niso le številke. To so ljudje. Ljudje, ki so bili rojeni v napačnem trenutku na napačnem koncu zemlje. Tako kot so bili ob napačnem času rojeni ljudje, ki so umirali na tem kraju pred skoraj 80 leti. A še vedno ljudje, kot vi, kot jaz, kot mi vsi. Za pozdravne besede, spomina in opomina prosim Hermana Janeža, predstavnika koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja. Prosim. Spoštovane interniranke, interniranci, borci, izgnanci, ukradeni otroci, njihovi svojci, dragi gosti, visoki predstavniki, diplomatski zbor in vsi ostali prisotni, ki se udeležujete spominskih slovesnosti, s katerimi poskušamo ohranjati zgodovinski spomin na žalostne in tragične medvojne dogodke. Lepo pozdravljeni v imenu taboriščnega odbora Rab Gonars, koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB in v imenu same Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Nikoli več, obtožujem in tovarištvo so pojmi, ki so izrečeni na tem mestu in sorodnih krajih, imeli za seboj globoko vsebino in razloge. Obtoževali so krvnike za to, kar so zagrešili in si želeli, da se nikoli več ne ponovi. Tovarištvo jim je poleg močne želje po vrnitvi domov pomagalo preživeti. Zgodovinski spomin naj bi ohranjal resnični spomin na te dogodke. In kako smo ga uspeli medgeneracijsko prenesti in ohraniti do danes? Prva generacija nas je že v veliki meri zapustila. Pri marsikom je bil ta spomin tako krut in dogodki tako neverjetni, da so spomin potlačili globoko v sebi in ga delili le s sabo, pa še to ne radi. Krvnik je pravzaprav postal žrtev in žrtev tako osramočena, da se je počutila skoraj kot krvnik. Kdo pa bi jim verjel, da je kaj takega sploh mogoče? Javno in pogosto so o tem zmogli spregovoriti le redki. Druga generacija se stara. Posledično imamo veliko pričakovanj od tretje generacije, ki bi se morala vključevati in sodelovati pri ohranjanju tega zgodovinskega spomina. Recimo, da so to vnuki tistih, ki so preživeli te dogodke. In če sedaj naredimo en poskus oziroma preizkus izven običajnega protokola takšnih slovesnosti in se vprašamo, koliko med nami pa je pripadnikov tretje generacije, bi mogoče dvignili roki, če ste tukaj. Recimo 5, 6. Pohvalno, da pridete. Ampak, kaj se lahko iz tega naučimo? Verjetno le, da smo pri tem medgeneracijskem prenosu zgodovinskega spomina padli na izpitu. In tukaj mogoče že prvi odgovor gospodu podžupanu na njegovo vprašanje, kaj smo narobe delali. In kot je že gospod podžupan začel, žal zgodovina in tekoči dogodki kažejo, da zgodovinski spomin z leti bledi. V naši bližini je uspešno zbledel že kmalu po letu 1990,
ko so se pojavile nepredstavljive slike ponovno vzpostavljenih taborišč in vojna situacija. V malo bolj oddaljeni, a še vedno evropski bližini, pa se je očitno popolnoma izbrisal sedaj, in to v letu 2022, ko smo pričakovali, da so neke civilizacijske norme dosežene. Recimo, da tudi z upoštevanjem zgodovinskega spomina. A kot izgleda, žal zgodovinski spomin funkcionira drugače. V omenjenih primerih je tovarištvo ponovno vzcvetelo in pomaga preživeti. Obtožujem in nikoli več sedaj odločneje uporabljata oba vpletena, tako krvnik kot žrtev. Prvi za dosego svojih ciljev obtožuje in poskrbi, da nikoli več ne bo tako, kot je, drugi pa mu lahko le odgovori, da ga obtožuje za to, kar je storil in povzročil, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo, in se želi, da se to nikoli več ne dogodi. Hvala. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, Madame l'ambassadrice de France, Monsieur le maire de Srdić, chers amis slovènes, c'est un bonheur de vous retrouver ici. V veselje mi je, da vas lahko ponovno srečam. Junija 2016 je Boris Pahor, ki je preživel nacistična taborišča, prišel sem iz Ljubljane, da bi prosil, naj se rdeči trikotnik ne pozabi. Star je bil 103 leta. To je bil morda njegov zadnji javni nastop, velikodušen in spontan pod dežjem, ki ga te gore skrivajo. Boris Pahor, antifašist od otroštva, preživeli taboriščnik in veliki pisatelj je, kot vsi vemo, umrl 30. maja, nekaj dni pred našim srečanjem. Zdi se, da je letošnjo temo, ki jo je določil odbor Mauthausen-Österreich, narekoval on, politični odpor tistih, ki so tako kot on v taboriščih SS nosili rdeči trikotnik. Holokavst je bil zagotovo nacistični zločin, ki je presegel vse druge, tako po namenu kot po sredstvih, izumljenih za množične poboje. Vendar ne bi bilo primerno, kot se včasih dogaja danes, da se nacističnega sistema koncentracije in iztrebljanja spominjamo le zaradi načrtovane morilske obsedenosti z iztrebljanjem Judov. Takšna predstavitev taborišč SS ne upošteva posebnosti Mauthausena, v katerem je umrlo 120 000 ljudi, niti dveh taborišč severno in južno od Ljubelja, še manj pa posebnosti južnega taborišča na slovenskem ozemlju. Od leta 1938 do pomladi 1945 je bil Mauthausen predvsem orodje nacistične represivne politike v okupiranih državah. Moški in ženske, ki so bili konvojirani v Mauthausen, niso mogli pasivno podpirati vojaške okupacije svoje države, ukinitve osnovnih svoboščin in zločinov, ki jih je nacistična ideologija izvajala v Franciji. Zato so bili podvrženi preizkušnjam tajnih mrež in mučenja, ter so se le za las izognili usodi svojih tovarišev, ki so bili ustreljeni. Nekateri med njimi so dejali, da bi raje kot Mauthausen izbrali Mauthausen. Pokrivali so najširši politični spekter. Gaulistični ali komunistični odporniški borci, včasih zvesti nacionalistični in protirepubliški desnici, vsi z oznako rdeči trikotnik.
Vendar sta se dva glavna konvoja, ki sta spomladi 1943 odšla iz Francije v Mauthausen, odzvala tudi na drugo logiko. Zagotoviti Nemčiji suženjsko delovno silo v skladu z odlokom, ki ga je Himmler objavil decembra 1942. Večina moških v teh konvojih je bila zbrana v različnih okoliščinah kot talci, namenjeni za strelske čete ali v najem nemškim industrialcem. Njihovo preživetje v taborišču ni bilo vključeno v pogodbo. SS-ovci so za ljubel izbrali tistem, ki so bili videti v dobri fizični kondiciji. Ti moški so želeli biti borci odpora, akteri svoje usode in ne žrtve. Henry Hochmann, francoski jud, je v nenavadnem pismu, ki ga je po osvoboditvi iz Ljubelja poslal svojim staršem, zapisal: Čeprav se zdaj vrača velik del moje komande, mene ni med njimi. Mi, ki se zavedamo vse škode, ki jo je mednarodni fašizem povzročil v Evropi in vsemu svetu, smo v zahvalo jugoslovanskemu ljudstvu, katerega pogumni partizani so nas pravkar izvlekli iz krempljev SS, prisegli, da bomo nadaljevali boj, dokler ne bo skupaj s Titovo vojsko zatrt zadnji hitlerjanec. Takšne odločitve niso mogoče le zaradi moči značaja, temveč predvsem zaradi zelo posebnega človeškega okolja, ki je tu vladalo. Slovenci so bili narod, ki ga je okupirala nemška vojska, a je ostal nepokoren. Gora je bila v rokah partizanov, SS je bila v obrambi. To je omogočilo tudi nekaj pobegov, natančneje uspešnih pobegov, medtem ko iz nacističnega taborišča ni mogoče pobegniti. To je nenavadna pot Batista Chevalierja, ki ga partizani hitro prevzamejo za svojega in z njim delijo boj. Danes je tukaj prisotna Batistova hči, ki je pravkar napisala knjigo o tej resnični odesijadi. Christiane Tézier in Daphné Didier sta leta 2015 objavila zgodovinsko študijo o brigadi Svobode, katere član je bil Henry Hochmann. Opozorila sta na pričevanja o vzdušju upora, ki so ga prebivalci Tržiča privzgojili taboriščnikom. Naprimer otroci, ki so metali hrano v tovornjak, ki je prevažal zapornike, ali starec ob cesti, ki je bil razočaran, ker ni mogel posredovati tobaka, ki ga je pripravil. V knjigi je omenjena prebivalka Tržiča Miči Mali, ki je za zapornike zbirala puloverjem, cigarete, robčke, milo in zdravila. Mislim tudi na Zoro Konič, neustrašno opornico, ki je umrla leta 2019, in na pomembno vlogo, ki jo je imel slovenski inženir Janko Tišler, ki je pripornikom posredoval informacije, pošiljal pisma in na vse možne načine deloval v njihovem imenu. Šlo je za več kot le humanitarne geste, temveč za jasno zavedanje skupnega boja proti SS in okupacijski vojski. V ponedeljek 7. maja 1945, dan pred osvoboditvijo, so pazniki zbrali zapornike iz taborišča Ljubelj, ki so delali na gradbišču v Tržiču in jih umaknili v taborišče. Christiane Tézier in Daphné Didier poročata, da se je slovensko prebivalstvo razporedilo na obeh straneh ceste in jih toplo pozdravljalo, ne da bi si stražarji upali posredovati. Pot je bila opravljena peš, sredi človeškega vala beguncev, ki so se valili proti predoru. Mislim, da v nobenem nacističnem taborišču v Avstriji, Nemčiji ali na Poljskem ni bilo takšnega vzdušja, takšnega ravnovesja moči. To je tisto, kar opredeljuje južno taborišče, ta netipični otok, ki je bil upravljan tako kot vsi v galaksiji Mauthausen in kjer so bili SS-ovski stražarji in kapoji enaki kot drugod, vendar v človeškem okolju, ki omogoča, da plame življenja ne ugasne. V Ljubelju je bila najhujša tiranija, kot je zapisal Bertolt Brecht, na neki način odporna. Aucun camp nazi n'a connu, je crois, pareil climat, pareil rapport de force. Nulle part, en Autriche, en Allemagne, en Pologne, en France, je ne sais pas. Ceci définit en propre le camp sud, cet îlot atypique, régi pourtant comme tous ceux de la galaxie Mauthausen et où les gardes SS et les capots furent les mêmes qu'ailleurs,
mais dans un environnement humain qui permit à la flamme de la vie de ne pas s'éteindre. Au Ljubel, la plus terrible tyrannie fut, comme l'écrit Bertolt Brecht, d'une certaine façon, résistible. Merci. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'opère sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit le jour et pour la vie. Et quand je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit le jour et pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Boso, we dwoje pójdźmy, dziewczyno, w ten dzień pamięci, przez cierpiącą ziemię, tam gdzie czereśnie marzeniami kwitną, dotknę stęsknionych twoich dłoni moimi. Biały, ach biały czereśni kwiat nowy, mroczne, ach mroczne z okadników groby, za naszą wolność, za naszą swobodę, runęli dumne mewy spod wody. Pójdźmy w rocznicę między białe kwieciem, pójdźmy, dziewczyno, we dwoje i boso. Kwiatów czereśni narwiemy naręcze, byś zakładnikom na groby zaniosła. Spoštovana gospa predsednica državnega zbora, spoštovani gospodje župan in podžupan občine Tržič, spoštovana gospa direktorica Tržiškega muzeja, ekscelencije, cenjeni gostje. Polacy obok Francuzów stanowili najliczniejszą grupę etniczną. Poljaki so bili poleg Francozov najštevilčnejša narodnostna skupina ujetnikov. Tukaj so bili predvsem zaradi etničnih in rasnih razlogov, tako kot ujetniki sovjetske armade, Ukrajinci, Belorusi, Rusi ter drugi Slovani, pa tudi Judje. Vsi so predstavljali cilj genocidne politike Tretjega rajha. Sence vseh žrtev taborišča Ljubelj, Mauthausen vpijejo, naj se jih spominjamo. Jetniki iz Podljubelja so predvsem žrtve vseh ideologij, ki so nastale kot izraz nemškega nacionalizma ter nasprotovanja posameznikovega dostojanstva. Ljudje, ki so se imeli za pripadnike višje kulture, avtori nove Evrope, novega človeka, so zanikali človeškost svojih žrtev in s tem posledično tudi
tudi svojo. Tukaj, v tej prelepi slovenski pokrajini, so se dogajali zločini proti človeštvu. V Podljubelju se je zlo totalitarizma 20. stoletja, nacizma, komunizma in fašizma nakopičilo kot v steklenički s trupom. Spomin na ta zločin ter na vse, ki so se trudili zoperstavljati zlu z vsakodnevnim bojem za svoje dostojanstvo, ne sme nikdar umreti. Na tem mestu bi želel izraziti svojo veliko zahvalo predsedniku republike za širjenje kulture spomina na žrtve totalitarizmov ter za njegove pozive k spravi. Rad bi se izrazil tudi svoje globoko spoštovanje magistru Borutu Sajovicu, nekdanjemu županu občine Tržič, doktorici Jani Babšek, direktorici Tržiškega muzeja ter vsem prebivalcem Tržiške občine za njihovo pomembno delo, ohranjanje spomina na taboriščnike tega koncentracijskega in uničevalnega taborišča, za njihova dejanja, ki jih dolgujemo žrtvam nemških in avstrijskih nacistov, ki so poskušali uničiti dostojanstvo in človeškost. Ko se oziramo na Auschwitz, kjer se je nedavno mudil predsednik republike Borut Pahor, na Mauthausen, kjer so Nemci umorili elito poljskega naroda, in na Podljubelj ponavljamo: nikoli več vojne, nikoli več genocida. Zato moramo danes in vsak dan govoriti o zločinski ruski invaziji na Ukrajino. To ni le oborožen napad na mirno, suvereno evropsko državo. Gre za napad na evropske vrednote. To je zločin, katerega namen je izzvati svetovno prehransko krizo. To je še en imperialističen zločin ideologije iz Rusije, da bi ohranila ostaline imperije zla Sovjetske zveze. V imenu žrtev Tretjega rajha, ki so bili tukaj trpinčeni, moramo podpirati državljane Ukrajine v njihovem boju za dostojanstvo, svobodo in demokracijo. To od nas vseh terja naša evropska identiteta. Kot evropejec, kot poljski veleposlanik in kot človek vas, ki ste navzoči na tem kraju trpljenja in ponižanja, rotim v imenu spomina na žrtve taborišča Mauthausen-Ljubelj, ne dopustite, da bi postali neobčutljivi in da nam ne bi bilo več mar za rusko invazijo na Ukrajino, za ruske zločine, uperjene proti ukrajinskemu narodu, proti ženskam in otrokom iz Ukrajine. Ne dovolimo, da bi kdorkoli in kadarkoli žrtvoval te osebe in njihov spomin zaradi svojega egoizma za dosego lažnega miru. Mir bo nastopil šele tedaj, kadar bo zaustavljeno zlo. Kljub temu, da je mir neprecenljiv, nikoli ni dosežen za vsako ceno. Konec koncev, najvišjo ceno zanj plačajo običajni ljudje. Največkrat ponižane in posiljene ženske in otroci, žrtve raznorodovanja. Mir, ki je dosežen za ceno človekovega dostojanstva, je laž. To je najbolj razvidno tukaj pod Ljubeljem. Nie dzieje się za wszelką cenę. Ostatecznie najwyższą cenę płacą zwykli ludzie. Najczęściej poniżane i gwałcone kobiety oraz wynarodowane dzieci. Pokój osiągany kosztem godności osoby ludzkiej jest kłamstwem. Widać to najlepiej tu, w Podljubelj. Najlepsza chwała. Ten jeden kwiat, czereśni kwiat, biały, pachnący, zerwij go, moje kochanie. Na kapelusz go nie wepnę, w butonierkę go nie wetknę, zerwij, kochanie. Ja takim ludziom poślę kwiat, na których cień krzyża padł, którzy cierpią tej wiosny. Ów drobny, czereśni kwiat wyżenie z ich dusz małości ślad. Ich smutnym oczom przywróci życia blask. Tylko ten kwiat, czereśni kwiat, zerwij go, moje kochanie. Wszak wiesz, że taki pozdrowienia znak przynosi nam tu ulgę za kratami.
Pomisli. Pozabi na nebesa, saj ni tako težko. Nikjer ni pekla, nad nami le nebo. Pozabi, da smo tukaj, ker nekaj čakamo. Požvižgaj se na meje, ki nas ločujejo. Življenje naj bo sveto, brez vere in strahu. Pomisli, da otroci v miru rastejo. Pozabi na lastnino, pohleb, ki nas deli. Pomisli na ljubezen, tovarištvo ljudi. Pomisli, da si človek, z drugim se deli. Zdi se ti, da sanjačem, a to je vse, kar imam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Pesem Pomisli, ki jo je iz izvorne različice Johna Lennona prevedel Milan Dekleva, je recitirala Neža Papler, učenka osnovne šole Tržič. Bodimo za trenutek vsi sanjači in skupaj sanjajmo o drugačnem, novem svetu. O svetu, kjer bi človek človeka prepoznal in bi v hipu stari svet propal. O svetu, kjer vsakdana ne pretresajo eksplozije, kjer ljudje ne delijo bodeče žice, kjer spol ne določa pravice do izobrazbe, kjer ljudje, kot je današnja slavnostna prireditev, govornica, doktorica Anica Mikuš Kos, nimajo dela. Žal to ni naš svet, ni. V našem svetu še vedno, morda celo vse bolj, potrebujemo humanitarne delavce in prostovoljce. Spoštovani, današnja slavnostna govornica je doktorica Anica Mikuš Kos, specialistka otroške psihiatrije, predsednica Slovenske filantropije, nekoč vodja oddelka za otroško psihiatrijo pediatrične klinike v Ljubljani in vodja svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, danes ena vodilnih strokovnjakinj za pomoč otrokom z vojnih območij. V enem svojem intervjuju je izpostavila misel, da dobro poraja dobro. Je idealist? Je sanjač? Morda. A svet potrebuje več ljudi, kot je ona. Ljudi, ki svet spreminjajo na bolje. Dame in gospodje, doktorica Anica Mikuš Kos. Prosim. Dragi ljudje, dragi prijatelji, chers amis français, dear friends from all other countries, tovarišice in tovariši, dragi vsi, ki dobro mislite in si boste prizadevali, da se veliko zlo ne ponovi. Na tem mestu mi je nelagodno nasloviti vas, gospe in gospodje. Tukaj je z nami človek v dobrem in v zlu, v trpljenju in krutosti, v solidarnosti in razčlovečenosti. Nadimki, ki mu določajo položaj v družbi, mesto v socialni lestvici so odveč. Smo v enem izmed mnogih prostorov koncentracijskih taborišč, kjer so krutost, nečlovečnost dosegli največjo raven in največje razsežnosti v sodobni zgodovini človeškega rodu. Mi smo danes tukaj, da se poklonimo žrtvam in da obudimo spomin nanje in na dogajanja, ki so privedla do tega, da se je zlo razširilo, mučilo in pobilo milijone in milijone ljudi, da je zlo postalo pravilo, uradna, javno razglašena državna norma vedenja. Tukaj smo se zbrali tudi zato, ker želimo preprečiti, da bi se ponovilo. Moj nagovor ni politični nagovor, vsaj tako sem mislila, ampak morda pa tudi je. Govorim pa predvsem kot človek, ki ga globoko prizadeva trpljenje stotin ljudi, ki so kot sužnji delali na tem prostoru, milijonov, ki so umirali v koncentracijskih taboriščih.
Govorim tudi kot oseba, kateri so v nekih drugih taboriščih v času II. Svetovne vojne pobili 36 sorodnikov Judov in sorodnico katoličanko. Tu sem kot človek, ki se odziva na veliko zlo in svari pred naraščanjem zla v socialnem tkivu sedanjega časa, poziva k dejavnemu uporu zoper tkalce zla, ki upletajo med nas niti poniževanja, sovraštva do različnih drugače mislečih. Veliko razmišljam o dobrem in zlu. Vsi ljudje nosimo v sebi eno in drugo v različnem obsegu. Toda kaj se bo izrazilo, kaj bo vodilo našega odzivanja, vedenja, mišljenja, pogleda na svet, je v veliki meri odvisno od etosa, moralnega vzdušja, odnosa do človečnosti, do človeka, katero uveljavljajo oblastniki, ki imajo moč vplivanja, delovanja in odločanja. Zlo je kot bolezen, ki jo namenoma nekdo širi, da bi okužil čim večje število ljudi. J'accuse, obtožujem tiste, ki so širili, ki širijo zlo, ki so izvajali, ki izvajajo zlo in nečlovečnost, in pozivam vse ljudi, da se mu uprejo. To lahko storimo na različne načine. Preprečimo, da nam ne zavladajo pridigari sovražnosti in nasilja, opozarjamo na krivice, ki se dogajajo v naših življenjskih prostorih, se odzovemo na majhne grde reči, ki se dogajajo v našem vsakdanu. Žal je zlo tako kot dobro lastno človeški vrsti. Imamo pa možnosti, da zaznamo njegove zametke, preprečujemo širjenje. Toda brez naše čuječnosti in dejavnosti se lahko razraste. Skrb za človečnost in preprečevanje nečlovečnosti bi morali pojmovati enako kot skrb za naše osebno zdravje in preprečevanje osebnega obolenja. Navsezadnje smo mi, posamezniki, tisti, ki tvorimo socialno tvorbo človeškega rodu, svojih skupnosti, svojih držav. Mi smo del skupnosti in skupnost je del nas, naš socialni jaz. Od etičnega zdravja skupnosti je odvisna usoda skupnosti in usoda vsakega posameznega člana. Veliko slišimo o tem, kako je sodobni človek bogatega sveta sebičen, usmerjen le v svojo lastno dobrobit in dobrobit svojih najbližjih. In res je takšna vrednostna naravnanost vodilo neoliberalnega družbenega sistema. Toda četudi je to uveljavljena sistemska doktrina, še ni uspela okužiti večine ljudi. Dobro obstaja, četudi manj javno, manj v ospredju, včasih celo lahko bi rekli subverzivno. Človečnost je še vedno, vsaj po mojem mnenju, prevladujoča vrednota in dobrina. Žal, da smo zgolj sami dobri, radodarni, solidarni, pripravljeni pomagati sočloveku, očitno ne zadošča v sodobnem svetu. Potrebna je proaktivna javna drža, jasna in glasna opredelitev glede tega, kaj je in kaj ni sprejemljivo, potrebno je delovanje za preprečevanje krivic in nasilja. Lahko še toliko govorimo, da je zlo v vsaki obliki nedopustno, se to še dogaja in se bo žal še dogajalo. Vendar bi rada opozorila na to, da je zlo kot deviantnost posameznika ali majhne skupine vendarle različno od zla, ki je uradna doktrina in uzakonjena praksa neke države ali skupnosti, denimo nacističnih držav ali islamske psevdodržave ISIS. Proti zlu, ki je osnova delovanja skupnosti ali države, se je mnogo težje boriti kot zoper individualno zlo ali zlo, katerega izvaja majhna skupina. Preprečevanje legitimiranega in uzakonjenega zla je osnova za to, da se ljubelsko koncentracijsko taborišče in Mauthausen ne bosta ponovila. Demokracija je krasna družbena ureditev, tudi v njej je veliko pasti. Med njimi tudi ta, da v imenu strpnosti, odprtih možnosti za vse, tudi za tiste, ki namenoma gojijo sovraštvo med ljudmi, spregledamo, se ne odzovemo na grozečo nevarnost. Ali pa se preprosto ne odzovemo, ker naivno mislimo, da nam demokracija zagotavlja varnost pred družbenimi dogajanji, ki vodijo v množično trpljenje. V zadnjih letih smo veliko govorili o spravi.
Ne morem se spraviti z zlom, ne morem se spraviti s tistim, ki so na zakonit način pobili moje sorodnike in milijone soljudi. Do njihovih otrok in vnukov ne gojim slabih čustev, tudi ne do tistih, ki so drugače misleči. Z njimi pa se nimam kaj spraviti, saj nisem bila v sporu, v jezi, v sovraštvu. Želim živeti z njimi v dobrem sožitju. Kar pa zadeva tiste, ki so vodili taborišča na Ljubelju in vsa druga taborišča, se pridružujem umetniku, ki je oblikoval spomenik in obtožujem J'accuse. K človeškosti sodi tudi to, da si vsaj do neke mere odgovoren za svoja dejanja. Ne bi rada nastopala kot znanilka možnih slabih dogajanj. Toda nepredstavljivo, tisto, za kar mislimo, da je v demokratičnem in svobodnem svetu nemogoče, da se po drugi svetovni vojni, kot smo govorili, tisti, ki smo jo doživeli in preživeli, nikoli več ne bo ponovilo, se dogaja v svetu, tudi tukaj pri nas. Zgodile so se zadnje balkanske vojne, dogaja se vojna v Ukrajini. Priča smo zametkom neonacizma v evropskih državah. Demokracija, dokumenti o človekovih pravicah in pravni državi nas ne odvezujejo niti individualne, niti skupne zaščite pred boleznimi skupnosti in družb, katerih glavne sestavine so sovražnost, nasilje in nečlovečnost. Naj zaključim bolj optimistično. Očitno imajo ljudje, vsaj velika večina ljudi v Sloveniji, moralni kompas, zdravorazumsko presojo glede tega, kateri tokovi so nevarni in se jim treba upreti. Tako kot so se znali tudi upreti okupatorju v drugi svetovni vojni in ustvarjalcem tega taborišča in 100 drugih taborišč. Pravijo, da lažje sprejmeš smrt nesrečo, če je osmišljena, če nekomu služi, nečemu služi. Težko je osmisliti trpljenje delavcev, ki so gradili predor, smrt milijonov ljudi v koncentracijskih taboriščih. Toda nam, ki smo tukaj, lahko grozote koncentracijskih taborišč služijo kot podstat za čuječnost in hitri odziv na tokove in dogajanja, ki lahko privedejo do ponovnega množičnega trpljenja. Globok poklon žrtvam nacizma in tistim, ki so se uprli okupatorju in nacizmu. Le pogumno, le za mano, kmalu bomo našli hrano. Ne le hrano, boljši svet, kjer nam lažje bo živeti. Tu je čudored v veljavi, ni več dober, ni več pravi, ni pravičen, jasen, čist, vse poganja le korist. In zato po dolgi poti gremo sončecu naproti. Glejte, koliko nas je, prej ko slej nam že uspe. Čez reke, vulkane, čez stene, oceane, vetrove, orkane. Ja zate, ti zame. Le pogumno, le za mano. In vendar enkrat še srce veselje te je obiskalo. Oh, saj je tudi čas bil že, da je trpljenje tu nehalo. Kako si zdravo mlado spet, odkar ljubezen
duše sladke, srečnejše boš se počutilo. Naj nas vodi pogum v oblikovanje dobrega, boljšega sveta. Bodimo mi sami tista sprememba, ki jo želimo v svetu. Ob koncu se želimo zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi današnje slovesnosti. Iskrena hvala Kvintetu trobil Slovenske vojske in Gardi Slovenske vojske, Kvintetu trobil Slovenske policije, recitatorjema Jeremiji Leroux in Jakobu Pavlinu. Hvala učenkam in učiteljici osnovne šole Tržič, Neži Papler, Ajdi Škaper, Tini Radulović, Lani Jazbec pod mentorstvom Blanke Rejc. Hvala pevki Kristini Legat, učenki glasbene šole Tržič in njeni mentorici Nataliji Banič. Hvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi slovesnosti od občine Tržič, podjetja BIOS, občinskega združenja borcev Tržič, domačim gasilcem, ekipi TV Medvode in vsem, ki ste prispevali svoj kamenček k današnjemu mozaiku. Program, ki sta ga zasnovala Mojca Poredoš in Iztok Pipan, sem povezovala Maja Tekavec. Hvala za vaš obisk in nasvidenje prihodnje leto. Med ljudi bom šel, s knjigo Hugoja v rokah in klical ljudem bom in klicali bodo mnogi nazaj. Dol z vojno, nasiljem, krivico. Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo. Začutil bom dneva novega si.